Slovenija je vsekakor spada med države Evropske unije, ki je verjetno nadpoprečno, torej kjer je delež potrošnje v družini za hrano dejansko nadpoprečje. Mislim, da je evropsko poprečje je tam nekje 12 do 13%, seveda slovenska kupna moč je nekoliko manjša, potrebe po hrani pa so pravzaprav enake po celi Evropi. Tako da jaz tej statistike kar verjamem. Ja, jaz mislim, da imamo zdravo hrano, res pa je, da moramo bistveno več narediti na tem, da bomo okrepili ponudbo slovenske domače prehrane. Dejstvo je, da Slovenija ni samooskrbna, mi zelo dosti hrane moramo uvažati. Mislim, da slovenska samooskrbnost je tam približno na nivoju 50%. In seveda temu primerno moramo definitivno vlagati v to, da bomo širili predelavo tistih kultur, ki imajo perspektivo v Sloveniji. Naprimer sadje in zelenjava, to je definitivno sadje in zelenjava je definitivno nekaj, v kar se Sloveniji splača vlagati. Potrošnike pa tudi prepoznajo slovensko sadje in zelenjavo kot bolj kakovostno in tudi več kupujejo. Recimo naš primer, odkar smo začeli pred 2 letoma z to akcijo Slovenska tržnica in dejansko za povečanjem odkupom slovenske sadne zelenjave se nam ta delež slovenskega povečuje iz kvartala v kvartal in je dejansko zdaj v zadnjem kvartalu dosegel v bistvu najvišjo raven.